spoštovani gostje, spoštovani Darko Rataj, župan občine Slovenske Konjice, magistrica Renata Klančnik, direktorica Splošne knjižnice Slovenske Konjice, partnerji v projektu in izvajalci del. Dobrodošli v mali galeriji Doma kulture Slovenske Konjice, v naši hiši kulture, kjer bomo danes s slovesnostjo počastili zaključek del izgradnje dvigala in preurejenih prostorov Konjiške knjižnice ter slovesno predali oziroma bo naše mesto prejelo v trajno last zbirko 52 likovnih del Milana Lamovca Didija. Zato se tudi nahajamo v tej mali galeriji. Projekt imenovan Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja se je izvajal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z realizacijo projekta in s krepitvijo vključevanja ranljivih skupin, starejših, invalidov, posebej gibalno oviranih, mamic z vozički ter drugih, se posredno spodbuja k ozaveščenosti problema ranljivih skupin in ozaveščenosti sobivanja v kulturnem okolju. Projekt izgradnje dvigala in preureditev prostorov Splošne knjižnice je znašal dobrih 100.000 evrov. K besedi v odprtju dela preurejenih knjižničnih prostorov in izgradnje dvigala prosim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Lep dober dan, spoštovane dame in gospodje. Torej, izjemno sem vesel, da sem lahko danes tukaj in da lahko oddajam in predajo ta objekt oziroma obnovljene prostore in dvigalo. Konjice smo občina prijazna invalidov in seveda se trudimo skozi, da invalidov več težjih izgledi omogočimo, olajšamo dostop do prostorov in pravi tako bomo tudi nadaljevali. Torej, vlaganje v kulturo je vedno pravilno. Noben evro, ki ga v kulturo vložimo, ni odveč, kultura nam to vedno vrača. Konjica kar nekaj stvari počnemo na tem področju. 2 uri nazaj smo dali v uporabo obnovljene prostore kulturnega doma, pa tudi se obnavljamo kartuzijo in še marsikaj drugega bi lahko našteli. In tako je tudi prav. Torej, kaj ne rečem? Želim, da bi lahko uporabniki te nove prostore uporabljali zadovoljstvo, da bi se kultura branja v občini še povečala, da bi bilo še več obiskovalcev tega objekta. Ta objekt bo tudi doživel neko spremembo, torej ugotavljamo, karkoli naredimo, je vedno premalo in že pripravljamo projekte, da bi naredili resni poseg, izidek k kulturnemu domu Slovenske Konjice in upamo, da bo to še do časa mojega mandata pa prišlo do neke realizacije. Torej, čestitke, hvala lepa, zahvala izvajalcem, zahvala vsem sodelavkam in sodelavcem na občinski upravi, ki so ta projekt srčno, skrbno spremljali in jaz upam, da bo končno sem tudi zadovoljni. Hvala. Partnerji v projektu sta bila javno-komunalno podjetje Slovenske Konjice in kulturno-umetniško društvo Gnezdo. Danes med 11. in 16. uro je na ploščadi pred Domom kulture v sklopu projekta in v sodelovanju z javno-komunalnim podjetjem Slovenske Konjice potekal sejem brezplačnih rabljenih knjig in igrač. V nadaljevanju pa bo Ela Dolšak iz kulturno-umetniškega društva Gnezdo nastopila z avtorsko skladbo Zapletla sem se v 2 svetova. Izvolite. Berač brez naslova.
večno vprašanje. Kje je svoboda in dvigalom do mesta povezovanja je z odpravo arhitekturnih ovir oziroma z izgradnjo dvigala in uvedbo novih programskih vsebin ranljivim skupinam omogočil njihovo osnovno vključenost v družbeno okolje, informiranost in izobraževanje. S preureditvijo izposojevalnice in vhoda v knjižnico je omogočen dostop za invalide in otroke. V podstrešnih prostorih je dodatno urejen večnamenski prostor, ki je namenjen tihi čitalnici, izobraževanju, literarnim dogodkom, bibliopedagoškim vsebinam in delavnicam. Dostop do knjižnice in podstrešnih prostorov po stopnišču pa je bogatejši za kar 2 stalni zbirki konjiških umetnikov. Milana Lamovca Didija, ki je razstavil 20 likovnih del, od tega je 9 del nastali po navdihu poezije Franja Funklja Frenka, prav tako konjiškega vsestranskega umetnika, ter Arpada Šalamona, konjiškega grafika, slikarja, ki ga žal ni več med nami. Njegova soproga, Heda Vidmar Šalamon, je Splošni knjižnici podarila zbirko njegovih grafik in akvarelov, ki bogatijo prostore računalniške sobe in tihe čitalnice. Pa prisluhnimo Franju Funklju Frenku. Čevelj. Zdravo, čevelj. Ti si kralj asfaltnih poti. Kljubuješ vremenskim nevšečnostim in si prijatelj. Ko pa si izrabljen in nisi več cel, si le star čevelj z luknjo pod plato, ki je odslužil. Obsodim te med smeti, nekoga dam na čevelj, pozabim njo v salonarjih. Pretežno jasno, naj obujem nove čevlje. Ulična svetilka. Koliko hudičev pa te je obseglo po cestnica, kar stojiš na vogalu in požiraš volte skozi grlo. Nudiš oporo in luč, z njo barvaš noč, kradeš zvezde. Uličarka. Koliko vražjih vatov moči oddajaš, ko se bahaš v noči kakor sonce in nudiš zatočišče veščam, odjemalkam tvoje ljubezni, da v novo rojstvo dneva s tabo ugasnejo, umrejo. Za besedo ob odprtju prosim magistrico Renato Klančnik, direktorico Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Torej, spoštovani, danes je za nas vse poseben dan, ki smo ga vsi mi zelo dolgo čakali. Preurejeni prostori knjižnice, o katerih je že spregovorila Jerneja, bodo zagotovili kvalitetnejše pogoje za izvajanje naše dejavnosti, tako zaposlenim kot tudi našim uporabnikom. Neizmerno pa smo veseli novo zgrajenega dvigala, ki pomeni vez med knjižnico in težje gibljivimi občani, saj jim bo s tem na nek način lažje omogočen dostop v naše knjižnične prostore. S to investicijo se uresničuje res dolgoletna želja nas zaposlenih in še posebej tudi občanov. Zato bi se rada na tem mestu zahvalila občini Slovenske Konjice, ki je zna in vem, da bo znala tudi v prihodnje prisluhniti potrebam naše knjižnice in celotne konjiške kulture. Hvala, gospod župan.
pravočasno in kvalitetno opravili obnovitvena dela in izgradnja dvigala. To je bil za vse pravzaprav kar en velik izziv. In na koncu še zahvala Hedi Vidmar Šalamon, Milanu Lamovcu Didiju in Franju Funklju Frenku. Heda nam je poklonila zbirko Arpadovih grafik in akvarelov, kot je že tudi povedala Jerneja v uvodu. Ti sedaj krasijo nove prostore naše čitalnice, likovna dela Didija, pa skupaj z Frenkovo poezijo krasijo dostop oziroma pot v knjižnico. Iskrena vam hvala vsem. Prosim, če se vsi trije pridružite in v znak zahvale sprejmete eno simbolično darilo od naše knjižnice. Angel moj, kako naj skozi jesensko listje odkrijem za svojo briljantno odvratnostjo žgočo resnico, ko je brezsrčnost na pohodu. Nočem, da stopiš v muzej brez kipov in natrgaš moj papirnat občutek, da lahko varam čas. Čolno odrineš od obale ust in me rešiš brodolomca. Z rokami mi zajameš dušo, jo precediš med svilenimi prsti. Akord iz jasnih samoglasnikov dvigaš kot balone, da skupanijo veščine slutnje, ki gubajo obraz kakor fino platno. Sledi pa slovesna predaja zbirke likovnih del Milana Lamovca Didija našemu mestu, našim slovenskim konicam. Zbirka 52 likovnih del obsega obdobje od 1980. leta vse do danes. V zbirki so zastopane različne likovne tehnike, risbe z ogljem, klasične grafične tehnike, suha igla, jedkanica, akvatinta, monotopija, linorez in litografija. Didi iz 80. let predstavlja fotografije v analogni fototehniki in fotokolaže. Priljubljen motiv so šopki v olju in akrilni tehniki. Sledijo motivi momento mori, narejeni v kombinirani tehniki olje, bitumen. V digitalni fototehniki predstavlja figuro človeka v gibanju. Slike z motivi kosejma, trebnika in žičke kartuzije so narejene v različnih slikarskih tehnikah olje, bitumen, akril. Nekaj ilustracij je na temo jurjevanja in iz zadnjega obdobja so risbe in slike na temo človek teče. V likovnih delih želi predstavljati raznolikost v likovnih tehnikah in tudi motivikah. Milan Lamovec Didi, izjemen slikar, grafik, kipar, fotograf, poznavalec in velik ljubitelj vse vrste umetnosti. Didi, ponos našega mesta, izvoli. Zdaj, kaj najprej reči? Kaj najprej? Mislim, da se počutim počaščenega, da mi je nekako zaupano to oblikovanje tele zbirke, kaj vse vsebuje že predstavljeno. Zdaj, jaz sem Konjičan, jasno. Ne? In v Konjicah je lepo živeti, ne? Lepo mesto. Imam to srečo, da v Zavodarju uporabljam prostore, kjer je atelje. Zdaj, ko sem v penziji, lahko delam dopoldan. Če posebej se mi pa zdi, da sem lahko zadovoljen, ker slike
so noter v mapah, na policah zložene. In zdaj sem zaradi slik zadovoljen, srečen, da so iz teme, iz teh polic, kjer ždijo noter, zagledale luč, sveta bi lahko rekel, so na pogled. Ja, kaj še? Lahko povabiva župana. Ja, pa bi, prosim, gospod. Torej, prosim, župana Darka Ratajca, Ja, da... nekaj bi še rad povedal. Gospod župan obiskuje knjižnico in v zaodrju je ta atelje in se je večkrat v glasu, pa smo se pogovarjala in ideja o zbirki je čigava? Moja. No, seveda sem z nekim občutkom, da je počaščen. Bil sem počaščen, da se mi to ta prilika ponudi in jasno, kar nekaj mesecev mi trajalo, da je nastala v takšni obliki, kot vidite. In jaz bi gospodu županu predal zbirko, predajal. Torej, Konjice so mesto legend. Imamo tudi pesem, ki pravi, ko legenda zaživi. Arpad in Didi sta legende našega kraja. Teda hvala lepa za to gesto, za to darilo, ki ste dala. Arpada smo počaščeni. Kar pa rekel Didi, je pa res. Torej, nekaj mesecev tega, ko smo se pač nahajali v tvojem ateljeju, ki sem spila na te pivi vsak. Se začela pogovarjati, potem gledati množico vsega tega, se je vidi, nekaj je bilo prav, da ostane sistemsko v tem okolju, ki si naš ponos. Ko sem rekel legenda, Didi je bil predan učitelj. Sedaj, ko je pokojil, je rekel, da ima več časa, seveda, skvarjeno se bo naprej. Sem je pa Didi bojem. Intelektualec, človek z veliko občutka za humor in človek, ki ima rad Konjice in ljudi. In ko ima on rad Konjice in ljudi, mora vedeti, da te tudi Konjičev imamo radi, da te spoštujemo. Torej, ta dar, ki si ga nam predal, bomo seveda skrbno varovali. Bomo skrbeli za to, da ga v čim več ljudi, da se med Konjico tudi širše, tudi videli. In s tem bomo na nek način tvojo ustvarjalnost peljali tudi okrog in Konjice bodo s tem tudi počaščene. Kot mesto, kot kraj, kot občina, kot Konjičan in prav tako. Torej, Didi, Eda, hvala lepa za ponižnost in hvaležnost sprejemati ta vajen dar in zagotavljam, da bomo skrbeli za njega tako, kot je treba, dostojno. Slovenske Konjice so bogatejše kar za 2 zbirki likovnih del, ki jih bodo občudovale še prihodnje generacije Konjičanov in obiskovalcev našega mesta. Hvala našemu Didiju, hvala Hedi, hvala županu in hvala vsem, ki ste nas danes obiskali. Sedaj povabljeni na ogled prelomljenih prostorov v knjižnico, razstave podarjenih likovnih del in obeh stalnih razstav, ki se dvigata na hodnikih našega Doma kulture. Za prvo božič
vožnjo z dvigalom pa prosim, da se zapeljeta in ga s tem tudi uradno predata v uporabo, župan in direktorica, tako da vsi lepo vabljeni tukaj na ploščak, da opravimo to testno prvo vožnjo.